Danes je z nami gospod Jože Planinšek, ki deluje v domu svetega Jožefa v Celju. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Dober dan, lepo pozdravljeni iz Celja. Že vrsto let v vašem domu poteka izobraževanje bralcev beril. Tudi tokrat bo v kratkem branje Božje besede zelo pomembno, saj bo tečaj kmalu na vidiku. No, tudi zelo pomembno je, da se tečaj ohranja, kajti s tem se spoznava bogastvo Božje besede. No, naj vas za začetek vprašam, kaj je bil povod za organizacijo takšnega tečaja za bralce beril in kaj je glavni namen? Ja, v sklopu duhovno-prosvetne dejavnosti v našem domu, ki ima sicer več dejavnosti, smo že takoj na začetku nekako imeli usmeritev, ki še vedno sledimo, tudi pomoč pri oblikovanju liturgičnih in župnijskih sodelavcev. In zagotovo so bralci Božje besede, tako beril pri maši kot prošanj ali pa še kakšnih drugih delov, pri tem izredno pomembni. Ni pa bilo včasih kakšnega posebnega oblikovanja za to, kar je seveda lahko malo neodgovorno. Božja beseda je vendarle izredno pomembna in je prav, da ji damo pravo težo. Namreč ni to isto kot kakršnakoli drugo interpretiranje dramskih, pesniških ali kakršnih koli besedil. In to se mi zdi je bilo glavno, kar nas je vodilo in kar nas še vedno vodi pri tem, pri čemer pa je, hvala Bogu, kar lep odziv. Kaj pa lahko bralci izvedo iz odlomkov in kako lahko le-ti pripomorejo tudi k osebnostni rasti na vse zadnje? Ja, ta tečaj poteka nekako pod dvema vidikoma. Na eni strani dajemo velik poudarek, se pravi artikulaciji jezikov in vsemu, kar je pomembno pri tem. In morda te tečaje še posebej vodi dr. Tanja Ozvatič, ravnateljica Mohorjeve. Drugi del pa je seveda liturgični, ki pa ima v ozadju najprej moje osebno razumevanje besedila. Namreč ne more nekdo tako prebrati Božjo besedo, da bo nagovorila poslušalce, če je ne bere tako, da nagovarja sebe in druge. In zato je pomembno, da se v besedilo poglobimo, da ga najprej razumemo, ker včasih se lahko zgodi, da nekdo bere Božjo besedo, ki je sam ne razume in je to razumljivo. Recimo, če beremo apostola Pavla, ki ima zahtevna besedila in dolge stavke, se mimogrede rdeča nit zgubi, če bralec ni dovolj pozoren. In to oblikovanje pravzaprav najprej tistemu, ki bere, pomaga k temu, da razumeva in razume in potem še lahko iz tega spoznanja o besedilu dejansko to tako bere, tako posreduje, da tudi drugi ob njem razumejo. No, omenjali ste že o tem, da je potrebna neka globja priprava. Navezali ste že. No, in osebna priprava je najbrž pomembna, kaj ti gre tudi za neko poslanstvo pri tem posredovanju teh besedil. Ja, se pravi, ta osebna priprava je spet pravzaprav, bi lahko rekli, dvojna. Po eni strani glede razumevanja, po drugi strani pa tudi glede duhovnosti. Namreč človek, ko bere Božjo besedo, recimo čisto zunanji vidika, bralec pri Božji besedi ne more in tudi ne sme, oziroma lahko bi rekli, je nespodobno, da bi pogledoval po ljudstvu v cerkvi.
ko bere. Ker recimo, kadar druga besedila beremo, enostavno skušamo brati tekst, krati pa vsake toliko časa vzpostavimo stik z občestvom. Tukaj pa ne. Tukaj pa seveda na začetku, ko pridemo v Kambonu ali na neko mesto, kjer bomo brali, se z občestvom spogledamo in krati nekako vzpostavimo stik tako, da smo del občestva. Potem pa beremo kot eden izmed občestva, ne torej nekdo, ki je na čelu, temveč kot del občestva, kjer s tem branjem nagovarjamo sebe in druge. Vsi smo pred Božjo besedo približno enaki ali pa enaki in ta Božja beseda je za vse nas. In če bi jo torej bralec bral kot tisti, ki jo posreduje drugim, ne pa sebi, ne bi prav bral. Prav beremo vedno takrat, ko čutimo, da nas nagovarja beseda v naši notranjosti in hkrati to nagovarjanje tako izgovarjamo, da ga razumejo tudi ljudje, ki so z nami. To je v bistvu molitev. Ne? Tudi molitev ne more biti tista, ki bi nekdo naprej molil in bi z njo ne bi molil, ampak bi samo vodil neke druge ljudi pri molitvi. Ampak tudi če nekdo vodi liturgijo, recimo kot duhovnik, je pravzaprav samo del občestva, ki pač ima v tistem momentu neko vlogo, da celotno občestvo z njim skupaj bolj v polnosti zaživi bodi si liturgijo, bodi si Božjo besedo in jo začuti za svoje življenje. Zelo pomembno ste izpostavili tale vidik, da je beseda za vse, za celotno občestvo. Kako pa cerkvena skupnost vključuje tole branje teh beril, liturgije lahko v svoj vsakdan in kako to vpliva na življenje vseh vernikov oziroma celotne skupnosti? Čisto gotovo, ker mi dostikrat imamo danes težave, recimo, da še nismo navajeni sodelovanja laikov, pa vendarle je tega sodelovanja lahko marsikdaj veliko več, kot si predstavljamo. In ravno branje Božje besede je izrazito vstop v to, ker konec koncev je tudi liturgija, kjer ni duhovnika ali pa ga verjetno kmalu kje ne bo, ker gre za pomanjkanje duhovniških poklicev, stopa v roke laikov. In s tem, ko se nekdo prav oblikuje za to delo in dejansko ni nastopaški, temveč nasprotno, v Božji besedi išče tudi pot zase, je povabilo drugim. Lahko bi rekli tako podobno kot pri pridiganju. Duhovnik najboljše pridiga takrat, ko tudi med pridigo sam zase nekaj pogrunta, kot bi rekli po domače, ali pa odkrije. Ker takrat je nagovor res močan. In pri branju Božje besede ravno tako. In globlje, ko to nekdo doume in to dejansko tudi potem sporoča, da bi se pravzaprav tega zavedal, bolj nagovarja in vabi k temu, da tudi drugi, tisti, ki so tam sicer poslušalci ali pa z njim skupaj odjemalci te Božje besede, sicer v življenju začnejo tako razmišljati in prepričan sem, celo čuti se, marsikdaj pride kdo na ta tečaj branja beril, ki sicer ne bere v cerkvi, ampak ga to zanima, kako zase brati ali pa nekje v nekem drugem okolju, čeprav je tega morda še malo manj, oziroma če dalje več, pa ker se ljudje zbirajo in marsikdaj dejansko sežejo po Božji besedi in jo prebirajo. In tako s tem svojim splošnim duhovništvom, krstnim duhovništvom dejansko tudi evangelizirajo, oznanjajo. Pa naj se dotaknemo še nekaj praktičnih vidikov.
Kakšen je pomen ustreznega izražanja pri branju takšnih besedil in zakaj je tako zelo pomembno, da ne gre zgolj za neko interpretacijo, nastop? To nas hitro nese, ne? In tukaj je dostikrat največ težav, ne? Ker marsikdaj, recimo tudi sicer v življenju, ko ima nekdo neko vlogo voditelja, nekega obredja ali kaj so jim tudi seveda liturgije ali pa česa drugega, da dejansko človek včasih izstopi iz sebe in ko vrši ta svoj nastop, ni več on, na nek način igra, se lahko to perfektno naredi, ampak že sicer je to moteče, v nekih drugih posvetnih besedilih ali pa v igri. Koliko bolj pa to pri Božji besedi, ne? Božja beseda ne more biti nastopaška, ne? Mora biti nekaj, kar človek daje iz sebe, iz prežetosti samega sebe in iz tega, kar sam v dnu svoje notranjosti res verjame. In tudi, če je včasih tehnično morda ne najbolj perfektno, je pa pomenilo, da je pristno. Da je tisti, ki bere tisti, ne pa nekdo drug. Imamo včasih težave, tudi duhovniki recimo, ne, da ko recimo mašujemo ali pa imamo nek obred, vodimo eno liturgijo, se takoj postavimo malo v neko drugo vlogo in marsikdaj lahko začutimo, da kdo spremeni glas. Ne. Sej do neke mire je to prav. Ampak ne smemo pa pri tem pretiravati, ne? Ker potem dejansko človek hitro začne nekako dvolično ravnati. Ja, to je moje oznanjevanje za druge, to je pa moje osebno govorjenje. Ne, ko nekdo bere berilo, mora biti tam on. Ne da ga vidimo kot recimo nekoga, ki je zdaj spremenil glas, spremenil odnos do občestva in podobno, ampak mora biti pristno, mora biti iz enega kosa, on in to, kar podaja. Ne? In to dostikrat ni zelo enostavno. Recimo, jaz se sorazmerno predvsej ukvarjam tudi z režijo kakšnih iger in tam vidim, koliko truda je treba, da ljudje dejansko svojo naravo samim seboj vstopijo v vlogo, ki jo igrajo. In enako pomembno je to pri branju Božje besede, s tem, da pa pri branju Božje besede postanemo voljni pred Božjim nagovorom, pred besedo, ki pada na nas kot bi lahko rekli, za to pripravljeno zemljo. Že dolga leta spremljate tele tečaje, tečajnike same. Ali je zelo pomembno tudi to, da tečajniki res razumejo posamezen odlomek in s tem tudi kulturni pomen in časa, v katerem je tale odlomek nastal in da ga na ta način znajo posredovati tudi v tem času, sedanjem? Ja, zagotovo. To je temeljnega pomena, ne? Ker ne moreš nekaj brati, kar ne razumeš. To pomeni, kar tebe ne nagovarja, ker potem tudi drugi tega absolutno ne bo razumel ali pa bo še manj razumel kot sama. Ne? Ampak nasprotno, najprej moram jaz razumeti. Zato tudi vedno znova opozarjamo, kako pomembno je pri pripravah branja berila ne to, da bomo ne vem kolikokrat prebrali odlomek, s katerim bomo potem pri liturgiji sodelovali in ga znamo že skoraj na pamet, ne? To je izrazito narobe, ker potem pač to lahko perfektno tam oddrdramo, ampak to je to. Temveč nasprotno, preberemo ga enkrat, dvakrat in če ga razumemo, je to pravzaprav dovolj. A ne? Če pa ga ne razumemo, je pa potrebno potem še vrtati po besedilu in iskati razlage in podobno. Jaz vem, so ljudje, pa ne malo jih je,
ki dejansko danes imamo ogromno teh komentarjev Božje besede, potem Svetega pisma z opombami, kjer se da stvari zelo hitro recimo videti, v kakšnem kontekstu so in kje je temeljni poudarek. In liturgična besedila, ki jih beremo pri maši in pri obredih, imajo tudi na vrhu naslov, ki ga ne beremo, ne? To ni naslov za odlomek, ki bi ga posredovali poslušalcem oziroma sodelujočim pri liturgiji, ampak to je naslov, ki tebi kot bralcu samemu pomaga, da bi lažje razumel, kaj je sporočilo. In v tistem stavku je v bistvu velika pomoč slehernemu bralcu, ker dejansko mu pove, kaj hoče Božja beseda z odlomkom povedati in temu sporočilu potem nekako podredi svoje branje, ker ga čuti, vidi. No, preden pa skleneva najin pogovor, bi vas še prosil za kakšno spodbudno misel, popotnico, kaj bi dali našim poslušalcem, morda jih nagovorili in spodbudili, da bi se tudi sami udeležili tega tečaja ali bolj poglobili v branje te besede. Zanimivo je, po nekaterih župnijah nimajo nobenih težav z bralci. Drugje pa, ne? In se mi zdi, da je živost župnije, občestva pravzaprav zelo vidna tudi po tem, koliko imajo na tem področju sodelujočih ljudi. In bi res spodbudil, da kdor ima količkaj poguma, pa res je hudo včasih komu, da ima hudo tremo in podobno, čeprav trema ne sme biti razlog, trema je znamenje spoštovanja. Jaz se bojim bralcev, ki pridejo pred oltar ali pa pred ambon brez treme, ne? To je potem neko tako uholo in zviška oznanjevanje. Človek, ki trepeče pred nekim svojim nastopom, predvsem pa recimo ob posredovanju Božje besede, je na pravi poti, a ne, sej tega ne moremo početi kar tako z neko notranjo suverenostjo, ampak z veliko ponižnostjo in tudi strahom, a ne. Da bi se torej zato le še radi odločali, ker ne bodo samo sami dobili nekaj, ampak bodo tudi svojemu okolju, svoji družini prinesli en drug način dojemanja Božje besede. In danes vemo, da je sorazmerno pogosto, recimo že, da po družinah, morda zlasti pri mladih, manj molijo neke tradicionalne molitve, čeprav Bog ne daj, da bi jih omalovaževal nasprotno, ne, ampak po Božji besedi pa že segajo, ne, in marsikdaj kakšni zelo prisluhnejo potem mladi v družini in podobno. In če nekdo sodeluje pri branju Božje besede v župniji, bo skoraj zagotovo doma to Božjo besedo tudi prebral, jo malo študiral in to, kar počnemo doma, pa če se navdušimo nad tem, ponavadi delimo z drugimi. In ta tečaj ima zagotovo tudi to vabilo, da bi ne samo dobili dobre liturgične sodelavce, ampak tudi ta, da bi v družinah več brali, ker ti, ki bodo pri liturgiji brali, s tem dejansko tudi doma. Tukaj se pa potem krog poslušalstva in takega še bolj ki vpija Božjo besedo, širi. Tudi v cerkvi v malem, se pravi v domači družini. In je to neke vrste priprava cele družine na nedeljsko bogoslužje. Gospod Planinšek, hvala vam za tale pogovor. Vse dobro vam želim tudi v prihodnje. Ja, hvala lepa in hvala za priložnost. Sedmi dan.